bomo mogli kar malo pohiteti. Tako da, če bo kdo hotel v miru ali pa še kaj ponoviti, saj bom tudi videl potem, kako vam bo šlo, no, ampak 321.si so pač vsi klipi, mislim, na YouTubeu, tako da si jih lahko v miru pogledate. A mi zna zdaj kdo povedati, da kar začnemo, kakšna je razlika med rastersko pa vektorsko grafiko? Neskončno ravna črta. Kakor ti povečuješ sliko, računalnik zraven računa, da je skozi... Točno tako, ne? Se pravi, vektorji so matematične krivulje, kjer pač je opisano, ne? Torej, ti lahko v neomejeno količino nekaj povečuješ in bo količina detajlov še vedno ista. Recimo, ne vem, fakulteta za dizajn logotip je recimo v vektorjih in bi bil lahko 2000 km velik in bi bil še vedno oster, ne. Medtem ko če bi šli recimo zdajle mi v tole sliko noter, ne, lahko naenkrat vidimo, da je tale slika v bistvu sestavljena iz majhnih kvadratkov, ne, iz pikslov, se pravi, vsak piksel ima neko svojo barvo in če to vse skupaj pogledamo od daleč, je kolikor toliko prepričljiva slika. Zdaj, originalno je bil Photoshop aplikacija za rastersko, za delo z rasterskimi slikami. V zadnjih letih, ko je Adobe dobil malo preveč zanosa, je zdaj Photoshop ne tič, ne miš, imamo noter in rastersko, in vektorsko grafiko, in 3D grafiko, in video lahko montiramo, skratka ni da ni, no. Ampak mi se bomo predvsem na, kar se tiče rasterske oziroma obdelave rasterske grafike, osredotočili, tako da bomo nekaj teh osnov Adobe programov pa osnov konteksta, kako bi pravilno razumeli v bistvu mi Photoshop, da smo v bistvu neki izobraženi uporabniki, ne, se pravi ne, da moramo potem, ne vem, tutoriale iskati, ok, kako pa zdaj to narediti, nimam pojma sploh, ne, se pravi, da imamo neko osnovno znanje, iz katerega lahko potem dosti lažje bomo šli naprej. Zdaj, jaz bi začel tako, no. Za neko dobro znanje Photoshopa moramo znati 4 stvari. Prva je uporabniški vmesnik, druga so plasti, tretja so maske in pa četrta so tako imenovani adjustment layeri. Do vsega tega bomo prišli, ampak to so recimo 4 stvari, ko bomo prišli do točke, ko bomo vse te 4 stvari oddelali, boste naenkrat videli, da se bo vaše razumevanje oziroma vaše razmišljanje ob delu za Photoshopu, mislim, dramatično spremenilo. Se pravi, ne da smo omejeni na eno samo sliko, na eno samo grafiko, ampak da lahko delamo na večjih plasteh, kjer se nič ne dotika ene druge, ne, se pravi, da lahko recimo retušo delamo na neki ločeni plasti, da lahko recimo barvno retušo delamo na neki ločeni plasti in ne uničujemo kože, ne uničujemo teksture obleke, karkoli že, ne, do tega vsega še pridemo. Zdaj, za začetek to prvo točko, se pravi uporabniški vmesnik. V trenutku, ko boste začeli uporabljati Adobe programe, boste zelo hitro opazili, da so si vsi zelo, zelo podobni, vsaj v zadnjih verzijah so se potrudili, da je, kar se tiče logike uporabniškega vmesnika, stvar zelo poenotena. In sicer imamo v Photoshopu tako imenovane panele, se pravi, gre za neko vsebino, recimo, jaz bom prijel, še to, no, preden začnemo. Po vsej verjetnosti ne gledamo enakega uporabniškega vmesnika. Se pravi, jaz predlagam, da gremo vsi v meni Window, Workspace in pa potem Reset Essentials. Se pravi, Window, Workspace in pa Reset Essentials. Tako da bomo vsi dobili enako, kot jaz v tem trenutku gledam na zaslonu. Imamo? Zdaj pa dajmo zapreti tale 2 panela tukaj. Se pravi, jaz bi rad zaprl Libraries in Learn.
Da zapremo panel, preprosto desno kliknemo na ime panela in izberem close in pa še enkrat. Kako? Tisto je v bistvu, da bi samo pomanjšal, ampak jaz ne želim tega, želim v bistvu imeti samo tole. Ne? Tako, ne? Se pravi, še enkrat desno kliknem na libraries in pa izberem close. Zdaj, jaz lahko kadarkoli posamezen panel primem in ga potegnem kamorkoli na zaslon. Če boste imeli recimo 2 monitorje, je to kolikor toliko bolj uporabno, se pravi, imate lahko na enem zaslonu v bistvu vse te panele postavljene in ne, lahko primem drugega in ga pomaknem zraven. Zdaj pa, imam to možnost. Če jaz primem en panel in ga postavim čez drugega, lahko recimo že vidite, da imamo tukaj naenkrat tak moder okvirček in v trenutku, ko bom spustil ta panel skupaj, bosta ta 2 panela z 2 zavihki, eden zraven drugega. Se pravi, lahko preskakujem med enim in drugim panelom. Jaz bom zdaj odtrgal swatches in ga spet premaknil zraven. In zdaj druga možnost, ki jo imamo, je, da postavim en panel ob drugega. Če se postavim, se pravi, jaz sem zdaj prijel swatches in ga zdaj držim na desni strani od color in lahko že vidimo, da imamo tukaj modro črto. Enako bi bilo, če se postavim tukaj zgoraj, na levi strani ali na spodnji strani in v trenutku, ko spustim, sta ta 2 panela zdaj združena. In jih lahko združeno tudi premikam po zaslonu. Torej, primem in spustim na levi, na desni strani in ta 2 panela se zdaj obnašata v bistvu kot eno. Zdaj pa jaz predlagam, da odprete vajo 101 in naredite panele, kot so tukaj na zaslonu. Do teh panelov lahko pridete tako, da kliknete v meniju Window in potem izberete ime panela tukaj. Lahko so tudi drugi, no, mislim samo toliko, da imate, se pravi, tukaj sta 2 panela, eden v drugem, tukaj sta 2 panela, eden zraven drugega, tukaj sta 2 panela, eden v drugem, eden od spodaj in eden na desni. Vaja 101.jpg. Ker odpri se znotraj Photoshopa, ti bo po moje hitreje. Se pravi, greš v Photoshop, pa greš file, pa open. Pa boš imela vse odprte. Je to kaj? File, pa open. Ja? Ups. Če se komu ustavi, please naj kar dvigne roko, da pridem do nje. Ja, meni se sam ta noče premikati, mislim sam narazen skupaj, tukaj ne. Kaj točno pa želiš narediti? Ja, pač zmanjšati ga, ne, da bo izdelal. Ne rabiš zmanjšati, vse samo zdaj imaš ti enega nad drugim, ne? Se pravi, jaz pa želim, da daš ti v bistvu enega v drugega takole, ne? Super. Super. Reci. Zakaj tega kaj ne morem, da tako ob strani? Samo še malo bližje ga daj. Še malo bližje, toliko, da bo miška se začela premikati, ja? Zdaj? Ja, lej, že imaš. zdaj Ja, spusti. Ja, kaj?
Čakaj, Ni. sekundo. Prejel sem ga za ime panela, ne za tisto zgornjo stran. Zdaj v bistvu narediš panele tako, kot jih imaš na slikici. Ne? Se pravi, histogram pa glyphs, da sta skupaj, color pa da swatches, da sta skupaj, da se držita eden zraven drugega, notes pa info, da sta skupaj, spodaj presets pa channels na desni. Da prideš do njih, greš v menu window in pa potem poklikaš imena teh panelov. Kateri? Tlele sta dva, histogram pa glyphs. Eden v drugem, ne? Tako, kot je tukaj notes pa info, ker sta tudi eden v drugem. Tako da lahko preskakuješ iz enega v drugega. V window pa potem klikneš na ime posameznega. Bo? Gre? Spravi, zdaj imaš tole slikico. Ne? Jaz zdaj želim, da recimo vzameš histogram pa glyphs in jih daš skupaj. Ne? Se pravi, greš v menu pa izbereš histogram, pa si ga potegneš sem, ne? Pa greva v menu, pa greva glyphs, pa ga potegneš tako, da se združita. Ne? Se pravi, zdaj imamo histogram in glyphs noter, ne? In lahko preskakujemo eden v drugega, ne? Zdaj pa, ne? Color pa swatches naj bosta skupaj, ne? Se pravi, naj bosta takole, da se držita eden drugega, ne? In pa tukaj notes pa info naj bosta skupaj, spod je tool presets in na desni je channels. Ja? Super. Vseeno je na katerem, se samo toliko, da jih imaš. Ok? Smo že vsi? Ok. Dobro. Tukaj daš v bistvu color levo od swatches, ne? Se pravi, da se samo držita skupaj. Ne? Potegneš ali swatches mičken na desno, ali pa color mičken na levo, toliko, da boš dobila, da se boste držala, ne? Da boš dobila to črto. Ne? Kar potegn prim color, pa ga potegn na desno stran tega. Ne, samo primi ime tega zavika, samo, ja, kar primi, potegni, ja. No, zdaj pa začni približevati tej črti. Vidiš, zdaj se je naenkrat modra pojavila, ne, in zdaj sta skupaj, ne, držita se eden drugega. Ja. Zato se ne premika, ja, moram pobarvati naslednjič, malo bolj drugače. Okay. Ja, super. Potem, ko boste, dajmo še enkrat iti na Window, Workspace pa Reset Essentials, tako da se vrnemo nazaj, pa zapremo te dva zavihka, tako da imamo... Bo, ne, se pravi, tisti, ki so postavljeni, te paneli, ki so postavljeni, bodo potem zginali, ne. Se pravi, resetiramo v bistvu svojo delovno površino, tako da te, ki zdaj lebdijo tukaj, so samo še slikica, ne. Lahko recimo
invertiran, tako da se bo videl malo bolj. Kaj damo to close in to je to? Tako, tako. Zdaj, če želite, posamezen panel lahko tudi začasno skrijete tako, da dvakrat kliknete na njegovo ime. Se pravi, jaz sem zdaj dvakrat kliknil na color in je v bistvu skrilo to noter. Če bi želel recimo naenkrat imeti več prostora za en drug panel, oziroma če bi imel recimo, da si zdaj lepo povlečem dva na sredino zaslona, da bi imel recimo tole, bi lahko zelo hitro, se pravi, samo dvakrat kliknil in mi to naenkrat zavzame izredno malo prostora. Si lahko zelo hitro skrijem, potem pa zelo hitro pridem do vseh teh informacij, takrat, ko želim početi kaj. Torej, samo dvakrat kliknem na ime in pa se potem stvar pokaže ali skrije. Zdaj, da pobrišemo posamezen panel, ki je trenutno na zaslonu, preprosto kliknemo na tale X-ak. Vedno pa lahko pridemo do teh panelov tako, da pridemo v meni Window in ga potem najdemo tukajle v samem meniju. Kako? Ja, on si bo Kako? Kako jih razdružiš? Preprosto primeš za ime enega od teh panelov in ga potegneš preč. Samo stran ga potegneš. Naprimer, če bi bil Notes pa Info pa Channels, preprosto klikneš na Channels, potegneš in tako. Na ime zavihka klikneš in ga potem potegneš stran, in ga razdružiš. Ja? Torej, uporabniški vmesnik Photoshopa je razdeljen na 4 različne točke. Zgoraj, čisto zgoraj imamo meni, kjer bomo dobili vse te komande skozi spustne menije. Potem pod menijem imamo tako imenovano kontekstualno vrstico. Torej, katerokoli od orodij bomo imeli potem izbrane, se bo ta vrstica tukajle spremenila in nam dala posebne možnosti. Torej, katerokoli orodje je izbrano, bo tukaj glede na to orodje neke dodatne možnosti, ko bomo prišli do tega. Kot sem prej omenil, tukaj na levi strani imamo vrstico z orodji. Zato, ker bomo potem se dotaknili barv, bi jaz predlagal, da kliknete tukaj na tole ikonico z 2 puščicama, ki kažeta na desno, tako da bomo dobili orodno vrstico z 2 stolpci, ravno zato, da bo tale ikonca malo večja in da jo boste malenkost lažje videli na mojem zaslonu. Torej, imamo panele, imamo meni, imamo kontekstualno vrstico in pa imamo vrstico z orodji. Tudi vrstico z orodji in kontekstualno vrstico lahko kadarkoli primemo in potegnemo na zaslon. Se pravi, če bi želeli recimo za svoj način dela, da se to spremeni, torej tudi kontekstualno vrstico bom zdaj prijel in obe stvari mi plavata na zaslonu. Tako kot panele, bi lahko jaz eno izmed teh stvari prijel in jo lahko zdaj pripopam na eno izmed točk na samem uporabniškem vmesniku. Jaz sem zdaj prijel tole kontekstualno vrstico in sicer sem jo prijel za tole levo malenkost, nekaj, zaprimeš, evo super, se pravi, prijel sem jo zaprimeš in jo preprosto povlečem nazaj na točko, kjer je bila prej, lahko bi jo, in ko jo spustim, se bo stvar zopet združila z uporabniškim vmesnikom, enako kot tukaj, se pravi, preprosto potegnem in jo spustim na levo stran, tako da se mi spet vrne nazaj. Če bi želeli, lahko recimo tudi kateregakoli od teh panelov prepopamo na levo stran, se pravi, če bi želeli imeti to na levi strani, lahko enako naredim, preprosto primem
in ko se približam levi strani, lahko vidimo, da dobimo to modro črto, ki mi pove, da v trenutku, ko bom spustil, se bo stvar združila oziroma spojila z uporabniškim vmesnikom. Pa preden bomo šli na naslednjo vajo, bi rad še nekaj nastavitev vam pokazal, in sicer do nastavitev pridemo tako, da gremo v meni Edit, čisto spodaj imamo Preferences in pa potem General. Do zelo podobne nastavitev bomo prišli tudi v Illustratorju, InDesignu in ostalih Adobe aplikacijah, se pravi Edit pa Preferences. Smo? Edit, Preferences in pa potem katerokoli bo odprlo v bistvu isto okno. Prva stvar, ki bi rad izpostavil, je tukaj na levi strani interfejs. Če recimo želite, si lahko tukaj spremenite barvo uporabniškega vmesnika za Photoshop, nekoč je bil zelo svetel. Zdaj je vse malenkost temnejše, ampak tukaj spodaj imamo tole, UI scaling. Če ima slučajno kdo notesnik, ki ima zelo visoko resolucijo, bo takrat, ko boste zagnali Photoshop, boste videli, da so vse ikone pici-mici male. In tale stvar tole rešuje. UI scaling tukaj lahko date na 200% in ves uporabniški vmesnik bo v bistvu povečan za enkrat. To pomeni, da boste dosti lažje v bistvu videli ikone na zaslonu. Druga stvar je na levi strani file handling. In sicer tukaj sta dve pomembni stvari. Automatically save every x minutes. Če se zgodi žal včasih, da se Photoshop usuje. Photoshop zna sam od sebe shranjevati vsake toliko minut, kakor mu tukaj rečete. Sicer v idealnem svetu bi si zdaj mi nastavili vsako minuto, ampak če boste delali na zelo velikih fajlih, tako, se pravi vsakeč, ko bo Photoshop shranjeval, bo pač seveda upočasnil računalnik, zato ker on shranjuje eno verzijo še poleg tega, kar delamo. To pomeni, da je to ena izmed stvari, kjer boste mogli glede na hitrost svojega računalnika v bistvu si tukaj nastaviti nek sweet spot. Torej 10 minut je default. Druga stvar, ki je tale tukaj spodaj, Maximize PSD File Compatibility. Kaj to pomeni? On mi da možnost, tudi ta prvič, ko bi jaz želel recimo shraniti datoteko, bo to vprašal. Torej on za programe, ki ne znajo odpirati Photoshopovih fajlov, shrani še eno dodatno sličico noter, za katero lahko recimo, programi kot so XNView ali pa IrfanView ali pa neki drugi pregledovalniki slik lahko normalno vidijo, kaj je v tej datoteki noter. Tako da to se vam splača glih za pač neko kompatibilnost z drugimi programi si tukaj nastaviti na Always. Datoteke bodo malenkost večje zaradi tega, ampak boste pa dosti hitreje videli, kaj je v samih datotekah notri. Tretja stvar, ki bo zelo pomembna vsaj na vaših računalnikih, ko boste delali s Photoshopom, je tukajle performance. Torej, tukaj imamo možnost, da definiramo, koliko delovnega spomina mi v bistvu dovolimo Photoshopu, da on uporablja od celotnega sistema. Torej, moj računalnik ima recimo zdaj 16 GB rama in jaz dovolim 10 GB, se pravi 70% od tega, da Photoshop lahko uporabi za te odprte datoteke. Kaj to pomeni? Zdaj, to je sicer fajn imeti zelo visoko, ampak to pomeni, da 30% ima operacijski sistem in vsi ostali programi.
Ne vem, če imate recimo pol odprt še, ne vem, Illustrator, InDesign, vse ostalo bo imelo samo 30%. To pomeni, da to je spet en sweet spot, ki ga boste iskali. Če boste delali samo s Photoshopom, čim več, zato ker v delovnem spominu bo program dosti hitrejši, kot bi bil drugače. Druga stvar, ki je, če imate grafično kartico, ki podpira grafično pospeševanje, je to super zadevščina za imeti obkljukano. Photoshop sicer nima tako zelo veliko, razen pri 3D-ju, uporabe tega grafičnega pospeševanja, ampak recimo da se zoomirati noter gladko v dokument, ko bomo prišli do tega, in pa kup enih drugih uporabnih stvari. Se pravi, tukaj Use Graphic Processor, če vam to omogoča, če imate grafično kartico, ki jo Photoshop podpira, je to super zadevščina za imeti obkljukano. Še ena stvar, ki je tukaj v performance, je History States. Photoshop, za razliko od, ne vem, Worda ali pa Illustratorja, nima neomejeno korakov nazaj. To je pomembno zavedati, zaradi tega, ker ko boste delali z temi dokumenti, so v bistvu ti koraki nazaj zelo veliki. Zaradi tega, ker si on shrani vsakič neko verzijo dokumenta. To pomeni, če delate, ne vem, za 5000 krat 10 000 pik velik plasti, se bo to zelo hitro v bistvu na disku poznalo. Tako da tukaj History States, če želite imeti več kot 50 korakov za nazaj iti, je tukaj možnost s tem, da seveda več kot jih imate, več bo trdega diska Photoshop zahteval od vas. In pa še ena stvar, pod Scratch Disks. Če imate računalnik, ki ima 2 trda diska ali več, absolutno priporočam, da si tole nastavite, se pravi Scratch Disks, da si nastavite na disk, ki ni sistemski. Torej, da Windows ali pa Mac OS dela na enem disku in pač si zapisuje svoje in Photoshop dela na drugem disku. To pomeni, da se računalnik, kar se tega tiče, ne upočasnjuje. In pa še zadnja stvar, pod Units and Rulers. Tukajle, tole prva možnost, je tista, ko bomo prišli do pomanjševanja pa povečevanja dokumenta, je tukaj tista merska enota, ki bo vedno prva. Večina vas ima, default je inč. Zdaj, inč že v Evropi je malo neuporabna merska enota. Ampak, ne vem, če recimo delate z absolutnimi vrednostmi, recimo, da gre nekaj na splet, je seveda pixels, mislim, dosti bolj uporabna enota. Če delate z nečim, kar bo šlo za tisk, centimetri pa milimetri, zato ker smo v Evropski uniji, mislim, dosti bolj uporabno, kot da začnemo računati 2,4 krat, vsakeč, ko bomo prišli do inčev. Se pravi, tukaj imate to možnost, da si izberete to default enoto, do katere bo vedno prišel, ko bomo prišli, ne vem, do novega dokumenta, bo vprašal potem vedno, koliko pikslov. Ko bomo prišli do pomanjševanja, vedno bo vprašal, koliko pikslov najprej. Tako da je to fajn, da si nastavimo. Type je pa standard, načeloma velikost, se pravi, to je pa velikost pisave. Pri pisavi je pa tisto še vedno standard velikosti. Ok? Lahko nekaj vprašam? Absolutno. Tam, kjer je full bar v teh kockah, zakaj so ene pride tako malo motne? V mojem dokumentu tukajle? Zaradi tega, ker je to slika. In to je slika, ki je, bi sicer malo kasneje prišli do tega, ampak ti lahko zdaj odgovorim ga, da tukaj je kompresija. Torej, to ni recimo nestisnen dokument, ampak je JPEG. JPEG kot standard je dokument, kjer ti v bistvu definiraš, koliko zelo želiš stisniti, da bo čim manjša velikost, ampak zaradi tega, ker je čim manjša velikost, bo seveda on začel
zgubljati neke podatke. Isto kot recimo MP3 za glasbo ali pa MP4 za videoposnetek. Gre za to, da ti loviš v bistvu to točko velikost pa kvaliteta. Ne? Čim večji bo, oziroma čim bolj kvaliteten bo, večji bo, ne? In čim manjši bo, bolj bo za nič. Ne? Se pravi tukaj, ne, kjer je recimo ena barva, se res že vidi, da začne v bistvu algoritem zgubljati neke informacije, zato je tukaj poflakano. Medtem, če si odpreš recimo swatches tukaj, je pač perfektno. Ne? Jo? Še nekaj. Tukaj le zgoraj, pod to kontekstualno vrstico za trenutno aktivno orodje, lahko recimo vidimo, da imamo kar nekaj, vsaj jaz, imamo odprte vse te datoteke, ki so v trenutni mapi za vaje. In tukaj lahko recimo že takoj skačem med drugimi posameznimi odprtimi datotekami v Photoshopu. Enako lahko naredimo tudi tukaj skozi meni Window. Čisto spodaj imamo trenutno odprte dokumente in lahko kadarkoli kliknem na enega izmed njih, če ga recimo ne bi našel tukaj, če bi jih imel, ne vem, še 20 odprtih, lahko tukaj potem pridem do ene izmed teh vaj. Kako se te so te številkice? Aha, to je pa rulers so v angleščini, v slovenščini pa ne vem točno merila. Nimamo mi, ne? In to se potem da Windows, pa ne pod rulers. Če želiš aktivirati to, se pravi moje merilne enote, ki so tukaj, lahko prideš v meniju View in pa potem tukaj je rulers oziroma Ctrl R. Ne? To je zdaj to. Če želimo, lahko recimo imamo odprtih več dokumentov naenkrat, oziroma lahko vidimo več dokumentov naenkrat. In sicer to lahko naredimo tukaj le View, se upravičujem, Window, Arrange in pa potem imam tukaj kar nekaj različnih možnosti, kako bi mi Photoshop te odprte dokumente prikazal. Se pravi, jaz imam zdaj recimo veliko odprtih dokumentov in lahko recimo izberem tukaj 6 up in to bo razdelil na 6 enot, na 2 vrstici in pa na 3 stolpce in zdaj lahko naenkrat vidim vseh teh 6 dokumentov naenkrat. Lahko bi recimo, če bi imeli iz kakšnega studijskega fotosessiona recimo odprtje, lahko potem primerjamo eno fotografijo pa drugo fotografijo, da približno so stvari podobne. Tudi tukaj imamo zdaj iste zavihke, kakor smo jih imeli pri panelih. Jaz bom recimo zdaj prijel zavihek pri vaji 2 in ga povlekel v vajo 3. In preden spustim, lahko že vidite, da spet dobim ta moder okvir čez in v trenutku, ko spustim, sta zdaj recimo v tem bloku 2 zavihka, vaja 2, vaja 3 in lahko med njimi preskakujem. Enako kot pri panelih. In če zdaj dajmo klikniti na enega izmed teh dokumentov, tako da lahko dobimo tole prvo možnost, Consolidate all to here. Zdaj Consolidate pomeni v bistvu združiti neke ločene enote v eno skupino. Torej, Consolidate all to here bo me vrnilo nazaj na to isto točko, kjer smo bili prej, da smo imeli v enem bloku v bistvu vse te odprte dokumente. To je to. Kakšno vprašanje? Zaenkrat. Kakšne grožnje? Zdaj, kar se tiče uporabniškega vmesnika, bi vam jaz predlagal, da si določene stvari v samem uporabniškem vmesniku poskušate zapomniti z uporabo bližnjic na tipkovnici, zato ker bo hitrost dela dramatično pohitrena.
Ena izmed teh stvari je recimo zoomiranje v dokument in iz dokumenta. To naredimo tako, da pritisnemo Ctrl pa plus in pa Ctrl pa minus. Se pravi, s Ctrl plus bo šel on v dokument, ne, se pravi, ne bo povečal dokumenta, ampak bo samo zoomiral v dokument, ne, povečal bo pogled v dokument, se pravi, Ctrl plus pa Ctrl minus kot nekaj, kar bo vam zelo poenostavilo delo z samimi slikami. Kje je ta slika na sredini, šampanjska? To pa ti ne znam odgovoriti, žal ni moja fotografija. In pa še ena stvar, ki bo zelo uporabna, je Ctrl nič. Za Ctrl nič bo Photoshop poskusil zapolniti odprt dokument na maksimalen prostor, ki ga je dobil, se pravi na maksimalen prostor, ki ga ima. Jaz sem zdaj recimo noter zoomiran kar konkretno. Kako? Fit to screen, tako, ja. Ne, se pravi, Ctrl nič bo poskusil zapolniti, ne, maksimalno, kolikor lahko dobi prostora, ne. Se pravi, da lahko vidimo celotno sliko in čim večjo, se pravi maksimalno, kolikor je velika. In pa še ena stvar je Ctrl 1. Ctrl 1 bo pa zoomiral na 100% velikosti. Torej, zdaj smo 1:1, točno toliko, kolikor je velik dokument, ga gledamo v samem dokumentu. V tej točki bi vam jaz pokazal še en panel, ki ga prej nismo videli, in sicer je to navigator. Če greste zgoraj v meni Window, lahko pridemo do panela navigator. Jaz sem ga zdaj potegnil ven in ga malenkost povečal. Se pravi, navigator nam zdaj da dve informaciji. Ne? Cel cajt lahko vidimo celotno sliko in pa zraven tega, če smo zoomirani noter, lahko vidimo en velik rdeč kvadrat. Ne? Če grem recimo zdaj še malenkost bolj noter, lahko vidimo, da bo ta kvadrat cel cajt meni kazal informacijo točno, kje približno sem na tej fotografiji. Ne? In če se jaz zdaj začnem premikati po tej fotografiji, se lahko začnem premikati ali tako, da uporabljam naslednjo bližnjico na tipkovnici, katerokoli orodje uporabljamo, če jaz držim tipko presledek. Glejte, kaj se zgodi. Ne? Kadarkoli držim tipko presledek, lahko dobim rokico. Se pravi, katerokoli orodje, če držim tipko presledek, lahko kliknem in potegnem po dokumentu in se tako premikam po njem. Ne, torej, Ctrl plus, Ctrl minus, presledek, vedno je fajn, da si pustite levo roko na tipkovnici, zato ker tudi vsako orodje od teh stvari na levi strani, vsa ta orodja imajo svoje bližnjice na tipkovnici. Torej, presledek je absolutno nekaj, kar je fajn, da čim prej zapopadete, da se z njim premikate po zoomiranem dokumentu. In pa zdaj, ne, če imate odprt navigator panel, lahko tudi kadarkoli jaz primem tale rdeči kvadrat in ga premaknem po dokumentu. In zatem se bo pogled povečal, oziroma kadarkoli lahko tudi kliknem kamorkoli na ta dokument znotraj navigatorja in bo v trenutku skočil na tisto točko. In zdaj znotraj panela navigatorja imamo spodaj pod slikco tudi še en drsnik in s tem drsnikom lahko spremenimo trenutno povečavo tega dokumenta. Zdaj, še ena stvar, ki bi jo rad izpostavil na tipkovnici, je Ctrl pa presledek. Če držite Ctrl pa presledek in imate v računalniku grafično kartico, lahko pridete do enega malenkost bolj elegantnega načina zoomiranja. Se pravi, jaz držim Ctrl presledek in zdaj samo vlečem na desno, na zdravje ali pa na levo.
Se pravi kontrol pa presledek in lahko kadarkoli pridem do tako imenovanega scrubby zooma. Se pravi, samo povlečem na desno, gre noter, povlečem na levo, gre ven. Ne? Tako bi nam mogla delati. Kako? To bi nam mogla delati. Kontrol pa presledek, potem pa samo klikneš noter, pa potegnem na desno. Evo, evo. Ja? Ja? Zakaj je to recimo fajn? Ne? Zato, ker presledek imate zdaj za dve funkciji. Ne? Če jaz zdaj držim kontrol pa presledek, ne? Dobim zoom, grem lahko noter, spustim kontrol, imam še vedno rokico, se še vedno premikam, ne? Grem lahko spet noter, se še malo premikam. Se pravi, cel cajt imam v bistvu komando na tem, kako se premikam znotraj dokumenta. Tako da kontrol pa presledek je definitivno fajn, še posebej, če imate recimo, zdaj, kar se tiče naše tipkovnice, imamo malo težavico, Photoshop je narejen z temi, z določenimi keyboard shortcuti za angleško tipkovnico. Ne. V angleški tipkovnici sta recimo plus pa minus skupaj, ne. Pa recimo takrat, ko bomo povečevali pa pomanjševali čopič, ne, spet sta recimo š pa dž, tam, kjer sta pri nas š pa dž, sta recimo načina za povečevanje in pomanjševanje. Tako da vsake toliko cajta, ne, je kakšna tipka, ki se nahaja na nelogičnem mestu, je žal zaradi naše postavitve tipkovnice. Tako da... Kako, kaj? Ok, dobro. Zdaj, ne, oboje to, kar smo se zdaj naučili, lahko najdemo tukaj na levi strani pod orodji. Zdaj, jaz vam res polagam na srce, da se raje naučite teh bližnjic na tipkovnic. Ja, shifta ni noter, ja. Se pravi, kot da tole uporabljate, zato ker je način dela toliko hitrejši, ne, zato ker če bi jaz zdaj recimo, ne vem, če bi hotel nekaj risati, bi potem, ok, ne, zdaj pa jaz tlele, ok, nekaj delam, ne, ali pa, ne vem, nekaj označujem, ok, ne, in zdaj pa hočem iti malo not, pa moram zdaj klikniti, ok, to, pa zdaj grem malo not, zdaj pa hočem še malo premakniti, pa moram zdaj rokico, ok, ne. Mislim, zelo veliko ene intuitivnosti izgubimo tako, da določena orodja uporabljamo direktno kot ikono, ne. Tako da jaz bom zdaj stisnil kontrol nič, da se spet vrnem na to. Zdaj pa predlagam, da naredimo eno 5-minutno pavzico. Ja, dobro.